človek sam. Bolečino v srcu blodi, sam podan v širnem svetu hodi, da pozabil bi na gorje. Pozabiti ni mogoče in zato srce najoče. Morda pa še enkrat pride čas, ki prinese novo srečo. Sreča pride, če verjameš vanjo, če ljubiti znaš, se ljubi. Morda pa še enkrat pride čas, ki prinese novo srečo. Sreča pride, če verjameš vanjo, če ljubiti znaš, se ljudi. Se Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med nami. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi bogato življenjsko pot našega gosta. V čast mi je, da ga lahko v studio pozdravim, Tineta Lenarčiča. Dobrodošli v našem studiu. Srečno. Po zasavsko. Ja, tako po knapovsko. A po knapovsko, ja. Tole so vam prijetne punce zapele ob vašem rojstnem dnevu, ko ste dopolnili 90 let. Prijateljice lahko rečem, ne? Ja, res je, to malo prekmalje. Jaz sam ne verjamem, da je to res, ne? Ampak je, ne? Ja, menda res. Emšoka dokazuje to. In prav v ta namen so se spet po nekaj letih zbrale. To so Jesenske rože, nekoč so bile to Vis, ne? Vokalno-inštrumentalna skupina. Ste vedeli, da vam bodo zapele? Ne, nisem vedel. So vas To je bilo presenetile? presenečenje. Lep večer je bil, ne? Ja, lep. No, na koncu bomo potem objavili še posnetek harmonikarja Francija Vrtačnika, pa še baritonista Majcna. Fajn. Tudi lepa pesem. Slovenec sem, ne? Imenitno. Imenitno, ne? Bilo. Ste velik Slovenec, ne? Se Jaz? čutite? Jaz sem Pravega Slovenca. velik od mehkega že. In zmeraj poudarjam, o vsaki priložnosti. Jaz sem Slovenec. V kakšni družini ste vi odraščali? Zdaj rodili ste se 1924. leta. Dajte nam malce povedati. Ja, v družini. Ja, to je bila kar velika družina. Oče je bil rudar. 40 let je delal v jamah na Polaju, pa na vzhodnem obratu. 40 koledarskih let, ne beneficiranih. In ves čas ni bil veliko bolan. Je imel aromatizem, seveda v jam. Je zmeri mokr, ne, pa prepih, pa takle stvari. In se je aromatizma nalezel, ne. Ampak smo ga doma zdravo zmeri. Mama ga je zdrava, pravzaprav, ne. Stanovali smo v Glažuti, največji hiši stanovanjski v Trbovljah. Včasih se rekli, da je to knapovski geto. In ta hiša je bila včasih steklarna v Trbovljah, ne. Do leta 1873, takrat je nastopila, prevzela tudi Trbovljska prvokopna družba, Rudnik, takrat je opustila stekarno, ker ni šlo v denar.
ni bilo računa. No, in to hišo so pol 10 let predelovali v stanovanjsko hišo. In med prvimi so se vselili Lobodovi. To so bili starši od moje mame, Loboda, ne, Jože Loboda. Med prvimi so dobili stanovanje. To je bilo 1883 leta. Ne. No, in v tem stanovanju, mama je bila 3 mesece stara, ko so je prinesli v Gležuto, ne. Gležuta se še danes imenuje, čeprav je ne več. Nas je bilo 8 otrok. 4 punce, pa 4 pobi. Jaz sem še zadnji živeči. Pa ste bili tudi najmlajši? Ja, najmlajši, ki sem bil te zadnji. Aha, te zadnji ste se rodili. Ja, seveda. Kakšno pa je bilo življenje v takrat, recimo? Ja, Kaj otroških iger se spomnite? ja, se spomnim, seveda, pa tukaj kakih lumpari tudi, ne. Če so te bilo, ne. Tudi to nas zanima. Ja, ampak ne bom vsega povedal. Veliko je bilo tega, ne. V Gležuti je stanovalo v eni hiši okrog 500 ljudi, od tega okrog 300 otrok. Včasih več, včasih manj, ne, in tako naprej. Ta hiša je bila kakor nam živo mravljišče. Noč in dan se nekaj dogajalo. To je bila knapovsko hiša, ne. Tu so rodarji so hodili zjutraj na delo, pol 5, pol 6 zjutraj, v pol 7 so prihajali z nočne tretjine, popoldan ob 1, pol 2 so šli spet na delo v jamo, v 2, pol 3 so prihajali iz šihta dopoldanskega in v večernih urah spet tako. Ljudje, otroci smo pa zmeraj čakali, da je oče prišel iz šihta. To je bilo takrat? To je bilo, ja, zelo pomembno je bilo to. Takrat je sirena tulila sicer vsake pol ure, ne, ki je dala, ljudje niso imeli ur takrat, ne, to je knapi, še manj, ampak so imeli pa, je pa torej rudniška uprava namestila to na gor na Gojdi, peščaljko na komprimiran zrak, ne. In je sporočala uro? In je tu v pol 2, ne, v poldan so to prvi žvižgali, ne, v poldan, pol je bilo v pol 2, pol 2, zvečer, ja, to je bilo, pa zvečer, spet do pol 10, pa zjutraj, ob 6, 5, pol 6, pol 6. Da je sporočala, kdaj je treba jeti na šiht, ne? Seveda. Pa kdaj se bodo Pa vrnili? kdaj moramo iti otroci v šolo tudi, ne? A tudi? Ja, seveda, ker vekrat so se življenje mora biti doma, ampak drugače pa takih ročnih ur, pa žepnih ur, jih ni bilo veliko, ne? Hrana je bila verjetno skromna, ne? Kaj je bilo za kosilo? Ja, ko je bilo največkrat, je bilo, ja, kak ričet, to je bilo še dober, ne, če je bilo ričet, ne. Drugače pa takele makarone, pa zele, pa krompir, pa takele stvari. Meso je bil pa, če je bilo meso, je bilo ob nedeljih. Kaj pa zajtrki? Zajtrk je bilo pa ječmenova kava, ne prava kava. Katrajnar smo rekli takrat pa kaj je bilo? Ja, cele, ječmenova kava, ne, pražena, ne. Pa kruh? Kruh je tudi bil, ja. Kruh je bil tudi, ja, kos kruha tudi, ne. Marmelade, kaj? Tudi si pa... To je pa že pribojšek. Ti si pa že pribojšek. Ja, otroci smo nalogo pred zjutraj, da smo mogli zaokurt, ne. Pa šporhec pucati, ne, pa pil odnes, pa tako. To je bilo otroško delo, ne, to smo vsi otroci mogli delati, ne. Pa smo bili pa takih upravil, še in še dosti. No, jaz sem bil, fantje smo imeli nalogo, naprimer, bile so tudi cimerske grede, kot se nekaj. To je greda, ki je spadala v določenem stanovanju. To je blizu Gležute, ne. In tam smo imeli tudi eno parcelo, naša družina, ne, ki je pripadala stanovanju. In je tam zmeri dobro rasli. Salata je fajn poradala, pa takole stvari. Ja, Julka, kako da tebi tako fajn raste? Julka je bila moja mama, ne. Kako da Julka tebi tako fajn raste tele? Ja, je rekla, se ne čudnega prav. Poglej, te lepo pa prav, te skrbijo za to. Je koga, ko pa je? Je rekla, vse drugič moraš pogledati, tukaj je cel kup konjskih fig, ne, in v Trbovljah drejeta po gor do za ceste, pa od Gležute gor proti Žabji vasi, do Pona, so imeli naš pobit teren za pobiranje fig, konjskih fig. Takrat avtomobila ne bilo, so bili pa konjske vprege, ne. In to je bil najboljši gnoj, ne. Pa smo pa nakup nosili, pa smo
poštihali. To je pogledali. mimogrede en upravek tudi. Ne. Tistega- Zdaj smo pa vodo mogli nositi, pa punce so mogli ribati doma zmeri in sve, tako naprej. Ne. Stanovanja so bila pa skromna, vas je bilo veliko. Skromno, samo Koliko vas je? kuhinja, 10 temna vas je kuhinja je bilo, bila ne? brez okna. Kako? Kuhinja brez okna, pa beton je bil na tleh. Potem je bila pa ena soba še, soba je bila pa spalnica. Ne. Tam smo vsi živeli, tam pravzaprav. Ne. Nas je bilo 11, 6 fotar je bil zraven oče od mame. Ne. Nekaj časa. Ne. Pa ste po se tleh smo slačili. ležali, po dva na postelji, ne. Pa na tleh, ne. Otroci smo špali v rajšpetle, ne. Kaj je to? Rajšpetel, Ja. rajzebed. Rajzebed, potujoča postelja, ne. Po slovensko, ne. Čez dan je bilo ta potujoča postelja, da je bila nizka, ne, na takrih vavčkih, ne, ko je že bilo, ne, koleščkih. In čez dan je bilo pod posteljo, ta potujoča postelja, porili pod posteljo. Čez noč smo ti zven porili, pa spali, ne. Nekter na postelji, nekter pa otroci pa na tleh, ne. Ko je imel pa oče nočno, je bilo pa malce več prostora. To ne? je bil pa največji problem. To je bil pa največji problem, ker oče bil po noč, ni miru bilo. Pa tukaj bi rad imel mir, ne, pa smo, otroci niso zastopili tega, ne. Zmeri smo bili, je rekel, mama rekla, pejte ven že enkrat, no. Pusti ata spat, ne. Poleti je še šlo, po zimi je bil bolj problem, ne? Se drugače pa, jaz rad videl, če je oče bil po nočni šiht. Iz preprostega razloga. Samo oče je dobil za malca kruh pa malo špeha, ne. Da je nesel po nočni šiht, malco. In mu ni nikoli pasal po noč jest. Nikoli. In je tisto malco domov prinesel, tisto sem ponovadi jaz pojedel. Tako mislim, špeh, drugega nismo dobili, ne. Tu je tak majhen dogodek, tudi, ampak zelo pomembno ni bilo. Zdaj k nam pa tudi, ki edini dobil malo bolj krepko hrano doma tudi, ne. Kako se vas je pa toliko spravilo k kosilu za mizo? Kako se vas je toliko spravilo za mizo? V večjih etapah, ne. Nismo bili se naenkrat, ne. Ne. Je mama dobro kuhala? Ja, je bila dobra kuha, to je fajn, ja. Fajn. Kaj pa šola? Šola? Ste vsi v osnovno šolo hodili, ne, že takrat? Ja, vsi smo hodili v osnovno šolo na vodah, v Trbovljah, ne. Zdajšnja šola ali za Hokarota, ne. Je pa vrtec je bil tudi, ki ga je Rudnik naredil tam zadaj za sedanjim sodiščem, včasih je bila tu graščina, ne, rudniška uprava, ne. In zad je pa bil zgrajen otroški vrtec v zgornjem delu, v spodnjem delu je bila pa gospodinjska šola za knapovske punce, da so se učile gospodinjstva, ne. Ja. In na vrh smo v vrtec hodili, sem 2 leta hodil v vrtec, ta vrtec gor na vrh, ne. Drug pa tudi pred menoj je tudi naš, moj prednik je, ne. Moj brat je, ne, pa sestra. No, pol, ki je bilo te vrtca konc, smo šli pa v osnovno šolo, ne. V prvi razred je poučeval, v prvem razredu je poučeval Ante Bek, zelo znan pedagog. Istočasno je bil predsednik Planinskega društva Trbovlje. Predvojno Slovensko planinsko društvo podružnice Trbovlje, ne. Ja. No, in ta nas je pel prvikrat iz prvi razred na Mrzlico 31. leta, se spomnim, ali 32. leta, nekaj takega, ki je to planinsko društvo zgradilo dom na Mrzlici, nov dom na Mrzlici, ne. Prvi dom je bil Hausenpichlerjeva koča iz leta 1899, ne. Hausenpichler je po Savinjskem hvalijarju Hausenpichlerja, ne. Ampak on ni zgradil tiste hiše, ampak v njegov spomin so njegov prijatelji iz Savinjske doline zgradili ta dom. To je bil majhna baraka, bi to bilo rekel. Hausenpichlerjeva koča, ne smo rekli, ne. No in ta Hausenpichlerjeva kočo je prevzela planinsko društvo celega je oskrbovalo, v sobotih po nedeljih, potem so se pa naveličali, tega so pa Trbovljče nam dali. Ne. No in mi smo tam imeli ta prvi začetek, ne. No, pa ker je obisk teh okoliških hribov čedalje bolj naraščal, je bilo treba narediti nov dom. In so ga takrat naredili tele predniki, ne. Predsednik tele Ante Bekejev pa, torej učitelj Ante Bekejev pa istočasno je predsednik tega planinskega društva, ne. In vas je peljal na izlet.
Koliko časa ste pa hodili potem? Otroci ste bili takrat še tam Ja, 7 mehki so let? bili tak, da... Ste jokali, ki je vmes? Ne. Ja, ti zglih ne, pa počas smo hodili. Ne. Počas. Počas hodili, po vsakih rožjah smo se vstavili, pa malo povohali, pa v resnici smo bili zmatrani. Ja, in lušno se malo vstaviti, ne, pa rožo pogledati, pa malo poduhati, ne, in tako naprej. Ne. Vi ste zljubili potem planinstvo, ne? To bova še potem v nadaljevanju. Zdaj, koliko časa se je pa hodilo takrat v osnovno šolo? Ja, jaz sem hodil 6 let. V 6. letu, ki smo 6 let, v 6. razredu, je pa te starejši brat Stanko, ki je bil že zaposlen v cinkarni v Celju, je rekel, pop, mora je tu kako šolo še. No, in je pol preskrbo denar, da sem se obul, pa da sem se oblekel, da sem šel lahko v meščansko šolo. Meščansko šolo, ne. Kje pa je bila ta? Tak je zdaj gimnazija, ne. Ja. In prej smo kar podedovali obutev pa obleke od svojih bratov. To je stara navada, knapovska. Ne? Ja. In no, takrat je dal gnaren brat, ta starejši, treba ga zrihtati, da bo šel v šolo. No, pa sem pohodil v meščansko šolo 4 leta, do leta 41, ne? Do okupacije. Ne? Kako se pa spomnite vi začetka druge svetovne vojne? Kako se je spomnim? Ja, spomnim se prav na dan 1. septembra 1939. Oče je tega dopolnil pogoje za upokojitev in je bil upokojen. In rudarji, ki so imeli rudniška stanovanja, so mogli v 3 mesecih izprazniti stanovanje. Ja, niso vprašali, kam. Ven smo ujeti, konc. Da je bilo za drugega knapa. Seveda, komu, da je. To ni bilo benga pardona. No, in tu se najbolj spomnim, smo se selili 1. septembra 1939 leta, ko se je tisti dan vojna začela, mi smo se preselili iz Grežute v Bevško. Z očetom smo vodili na vozičku razne klum, pa korjavo, pa takrat stvari, ne. Samo z omare, pa posle, pa tudi smo pa enkrat dobili enega platonarja, en us, Platonar smo rekli. Ja, ja. Ja. No, s tistim vozom smo pelali v Bevško, pa je to glavno selitev. Pa je bilo to boljše stanovanje? Slabše? To v Bevškem? Ok, pa staro stanovanje, kamnitev. Hiša iz leta 1840. Ja. Hiša je pa kupil moj starejši brat, ki je dal gnar, tudi da so mene obuli, da sem šel v šolo, je tudi gnar že našparil in je tista hiša kupil v Bevškem. V Bevškem ni bilo ne elektrika, ni bila voda, ni bilo štedilnika, ni bilo. Vse je bilo še ne črna kuhna, blekrekana. In je treba vse to urediti, še predtem smo se mi naselili, ne. Je treba bilo voda, glih nismo napeljali, ker je bilo blizu tam. Smo pojna hodili, ne. Elektriko pa štedilnik je bilo treba postaviti. No. To je nekaj časa traja. No, v tem času, v teh 3 mesecih so tole vse zrihtali, da smo se mi noter selili. No, mimo grede, takrat tam je že tudi delovala seveda cementarna, ne? Seveda je. Kako je bilo takrat, no? Zdaj veliko slišimo, kako je zdaj vse onesnaženo, kako je bilo včasih, no? Ja, onesnaženo. Še bolj je bilo onesnaženo. Mislim, po videzu sodeč, ne? Cementarna, to so 3 peči so delane, ne? Vsaka peča je imela svoj dimnik, srafnik, ne? In vseh 3 dimnikov se je kadil to, ne? Korili se je pa takrat ne premog, seveda. Zato je bila cementarna tudi zgrajena, zato da je uporabljala drobne vrste premoga, ne? Ker drobne vrste premoga za druge vrste uporabe ni bilo, ne? Ni bilo možno, ne? To so bile v glavnem elektrarne, pa cementarne, pa takele večji obrati, ne? Kako pa gledate vi, če greva malce v zdajšnji čas na to borbo nekaterih ekologov, recimo tudi proti cementarni? Ja, je treba za vseh plati pogledati to. Po eni strani je fajn, če se nekdo bori za čistejši zrak, saj smo vsi za to navdušeni, absolutno, ne. Po drugi strani treba gledati pa drugo plat medalje. Obožanje ljudi, ki so zaposleni, ne.
To je pri vsaki fabriki tako, ne. Nekaj dobrega je, nekaj je slabega tudi, ne. Dobro je tudi, da ti daje kruh kot mati, otrokom kruh daje, ne. Tako ti daje fabrika tudi zaposlitev, da lahko živiš, ali pa živijo družine, ne. In tako je pa tudi v tem pogledu, ne. Se pravi, pri vseh teh stvarih je treba obe plati malo pretuhtati, bi rekel, ne. Pa malo pogledati, pa pretehtati tudi, ne. Kaj je bolj veljavno, ne. Sploh, ker je že v Trbovljah, pa tudi za Zasavju veliko fabrik seveda, zaprtih, ne. Vsa industrija je na tleh, v Trbovljah, vse redke delavnice še delajo, ne. V glavnem so pa samo takle obrati, kjer so v glavnem javni delavci zaposleni, pa takle, ne. Ja. No, greva še malce zdaj nazaj. 39. leta, potem je prišlo 41. leto, ne, vojna. Kdaj ste prav tisto začutili, da se je pa res začela vojna? Ja, kdaj se je začela vojna? Ja, tisto nedelo, to je bilo med 6. aprila, če se ne motim, leta 41, ne, ko so prišli prvi bombniki Štuke, nemške, tede čez Zasavje. In te, ki so se kanoni uglasili gor, tere gor zelene trave, ne, pa meni se je z Bukove gore tudi, ne, so nekaj streljali gor, pa te ni bil bav, vse neč ni bilo. Ampak takrat se je začel. Tudi ta hromenje teh motorjev, teh Štuk, to so bili zelo znana letala, ki so strmo se spustila pa bombardirala, ne, določene cilje, ne. In takrat jaz se spomnim, da sem bil na cesti, to je bil sred dopoldneva, ko sem glih tam delal, ne. In vojna se je začela. In so že bili, so bila letala v zraku že. In se mi zdi, da na tule se spomnim, ne, tole vse, kar je. Kaj se je dogajalo med vojno z vašo družino, z vami? Ko se je dogajalo z vojno? Ja, to je pa križ, ne. Oče, torej v Bevškem smo bili doma, ne. Oče ni mogel kam, se bil že star tudi, ne. Pol tale brat, ki je bil v Celju, iz njega se je malo zaprl, ker je baje nekaj dal za takratno to UEFA, koga, ne. Pa se ga pa zaprli, bil pa zaprt, pa se ga pa spravili v Šterntal, torej Dončno Kidričevo, ne. Neki gor, kakšne vrste zapori so bili gor tudi, ne. No, od tam je bil pa pol odpuščen, rekel, pa je šel v Gradc, v Gradcu je bil zaposlen. On je bil v cinkarni, je imel kar dober položaj, je bil šef investicij v cinkarni, ne. On je prej šolo naredil, ne. Tehnična šola, pa je z tega kar napredek naredil, velik napredek tudi do povojnega časa, ne. No, pa je drugi brat, jeden brat je bil tudi v partizanih, te drugi brat je bil dan. Torej, skratka, punce so se poženile, ne. Dve so že prej umrle v otroških letih tudi, ne. In tako da je bilo. Tako, jaz sem bil pa poklican, ja, prvo sem bil zaposlen, moram to povedati, ne. 41 leta. Jaz sem se sicer zelo izogibal hoditi po Trbovljah, takrat, ker sem bil že, to je bila posebna zgodba, ne. 41 leta pred, takrat, ki je Jugoslavija sklenila pakt z Nemčijo, ne. Takrat smo bili tam zelo nabrušeni, takrat smo se vstali in meščanska šola je bila, mi smo nosili upor proti temu, da bi z Nemcem sklenili kakšne dobre odnose ali pa pakt, ne. In takrat smo šli z meščanske šole, smo zbor naredili telovadnic, ne. Govorili domoljubne stvari, takle stvari, ne. Nismo bili nastrojeni proti kakem človeku ali pa proti kakej državi, ampak samo o paktu, v katerega naj bi Stojadinovićeva vlada ali pa Cvetkovićeva vlada v Beogradu takrat podpisala pa sklenila, ne. Mi smo šli takrat po cest, podemonstrirali, ne. In to je bilo 41 leta, marca meseca, 25. marca, nekaj takega, ne. In smo pozivali, pejte se priključiti nam. Smo šli z zastavo takrat po cest, gor pa dol po cest, ne. Se spomnim tega Drago Pahorja, ki je bil učitelj pred vojno,
na Trboveljski šoli, ki je bil dober Sokol, je bil takrat pri Sokolih, je bil pa dober igralec igralske skupine v Sokolskem domu. Sem rekel, pejte dol vsi skupaj, boste pomagali, bomo demonstrirali skupaj. Ne? In niso upali. Mi smo šli dol do Sokolskega doma še, pa smo šli pa na razen. Vse posebej ti bilo treba par besed spregovoriti, ne? Domoljubnih, neželjivih, za nebega neželjivih. Tem zraven blizu Sokolskega doma imamo pa svojo apoteko, en apotekar, ki je peharc, ki je bil pa Nemčur. In on se je bal, je mislil, da bomo pri njemu kaj demonstrirali, pa kaj reputali, ali pa kaj vlomili, ali pa kaj, tudi manje. On je vse mize po umarek, na vhod, to so mi drug povedali, nastavil, da ja ne bi kjer mogel prijeti. Ne. Pa nismo imeli tega namena, tudi ne. Tudi pred hišo nismo prišli. Ne. Ampak to so bile takrat stvari, drobnarije. Nekaj pa je. Mi pa nismo vedeli, zakaj ni nihče se priključil k nam. To smo pol izvedeli, ki sta Hitler pa Stalin naredila pakt o nenapadanju, ne? Ribbentrop pa Molotov. In tega te člani komunisti niso upali prekupljati, rekel, se priključiti našim demonstracijam proti temu paktu. Ne? Šele potem verjetno, ko je pa Hitler Rusijo napadel, ne? Ja, seveda, sej je bil hmal po tisto. Hmal potem, ne? Hmal potem. No, zaradi tega sem se pa jaz izogibal hoditi po dolin, ker nam je ta peharcev sin žugel, jaz bom že jaz ukrotil, bože videti, boste že videli, kak. Takole, ne. Vi ste pa potem hmalo postali polnoletni in kaj se je z vam zgodilo? Ja, jaz sem bil še te prvi maj zaposlen v času okupacije. V Rudniku? Po Rudniku jaz sem mislil nekaj izučiti. Ne? Jaz sem bil takrat 15-16 let star. In sem pa Rudniku zaprosil, da delal, kakršnokoli. Te prvi sem šel gor na občino, so rekli, ja, kar gor na Katarina, pa je gor, so začeli z javnimi deli za novo cesto delati. To je malo predeliti za mene, tu nam šel. Po Rudniku pa bo. No, po Rudniku na zunanji vrat sem bil pa sprejet za kurirja. Za kurije 16 let sem bil stari nekaj takega. In takrat so pa glih Nemci začeli izseljevati ljudi. V Nemčijo pa dol na jug, ne, v druge republike. Ne. In so iz zunanjega vrata, iz pisarne izselili tudi enega, ki je obračunaval plače za delavce zunanjega obrata. Teh 3 delavcev je bilo pa 380 takrat. Ne. In obratovodja zunanjega obrata je bil Adolf Vidra. Zelo strog človek, še danes ga Trboveljčani ne more pozabiti, ampak zelo pravičen. On je po kolonijah hodil, on je bil te glavni zdržovalec reza, kar rekel, s svojimi hišniki območja Rudnika v Trbovljah. Strog je bil, pa pravičen. Marsikdo ga ni mogel trpeti zaradi tega, ki je marsikomu bilo, da ga bojo izselili iz kolonije, pa kam kako kazensko kolonijo dali in tako naprej. Ne. Če ne bo reda, se zdržval. Ne. Ja. No, in takrat je mene sedež v prazen za tega, ki je obračunaval mezde, je rekel, pa boš kar ti tam, kjer se sedel, pa boš obračunaval mezde. Sej so bili še drug v pisarni tudi noter. Si rekel, ja, madonce, jaz nič ne znam, ne. Tih sem pa bil, sem mislil, kšeft imam dela, no. Mi pa že manj, da je pomagali, ne. No, in sem tam sedel. Pa so mi pomagati, ne. En šef pisarne je bil živej, pa je bil Rozman Jožas, noter na tefala, Rotar Fanika in tako naprej. Vse so mi malo pomagali, ne moram reči, da vse brez nič ni nič. Plačilna lista, jaz sem prvi, ki je dokaj to plačilna mestna lista, ne. Pa kako se obračunavajo šihti, kako se evidenca vodi, kako moraš šihnik nek prenašati tole, ne. Pa Nemci so pa glih tega začeli vajati, pa nov sistem tudi. In tudi je bila vsa na kolabucija, ne. Ampak jaz sem dekaj delal, ne vem koliko mark, vse sem mehno plačal jemu. Kot kurir.
snimal plačo, ne, tako, ne vem, če snimal 100 mark ali nekaj takega, ne. Ki je bilo meseca konc, je bila plača že, je prišel ta obratovodja Vidra v pisarno, računsko pisarno, dvignil palco, meine Herren, mal je po nemški začel, po slovenski, jasno, meine Herren, rekel, je bilo kaj reklamacij, predstojnik? Ne, gospod obratovodja, nič ni bilo. Ja, dajte čisto točno povedati, tukaj so bili gedini, tukaj so bile razne premije, pa ne vem, kaj, gedini, akordi, ne, pa premije, pa tako naprej. Je to vse v redu, ni bilo menih predpomb. Ja ne, gospod obratovodja, menih predpomb. Poslušajte, kdo od vas je sposoben to narediti, ker je ta povo naredil? Pri 16 letih, ko ne bi kjer v računski pisarni. Ampak jaz sem delal od jutra, od 6 pa do polnoči, zastonj. Tako. Ja, tako se je delalo včasih. Ja, tako so se kadri kalili. Ja. In ste ostali na tem delovnem mestu? Ja, sem ostal, dokler nisem bil poklican v Reichsarbeitsdienst, to je to delovna obveznost, ne. To je bilo 42 leta. No, pol 42 leta, novembra meseca, ko sem pa dopolnil 18 leto, sem pa dobil takoj poziv za mobilizacijo, ne. Mobiliziran sem bil v nemško vojsko, ne. Pa sem šel pa v Konstanco, pa v Vogeze, v Urjene, ne, jasno. Na Urjenu ste bili pol leta? Ne, 3 mesece samo. 3 mesece, potem pa na prvo smo bili fronto? v Konstanci je bila naša baza, Konstanca v Bodenskem jezeru, ne. In tam seveda smo pričakali nekak Božič, bila kot tistega 42 leta, ne. No, pa smo pač dobili poziv, da gremo pa v Vogeze, na konc Maženotove linije, ne, je bilo to. In smo šli v Francijo, pa smo z vlakom. Tam smo prišli na staro francosko kasarno, tam so nas pa, to so bile prav stare kasarne tudi, ne. Tam so nas pa natlačili, no, tam nas je bilo kar precej Slovencev nekaj, ne. Pa iz drugih nemških dežel so bili, ne. Ja, tam smo dobili, smo 3 mesece naredili, smo šli pa pol pa na sever Francije, gor so že takrat pričakovali, da bo krcanje zaveznikov, ne, pri Diepu, Djep. No, mi smo tam bili tam smo imeli vaje, tudi smo imeli stane, ne, v enem kraju Hezdin. In, no, ker nič ni bilo takrat, ne, smo šli pa nazaj, smo bili pa predvideni, da gremo pa v Afriko, v Rommelovo armado v Afriko. In smo šli čez celo Francijo nazaj, delamo peš, delamo so padali in smo prišli dol do južne Francije, pa smo šli pa na Italijo, ko je že Nica, pa Monte Carlo, pa ne vem kaj še, čez smo šli, ne, do Genove, tam, ko smo bili pa v Genovi, ali pa Genove, ne vem, ko se reči prav. Tam je bilo pa, so pa Italijani že takrat prelomili svoje zvestobo Mussoliniju pa Hitlerju, ne. In to je bilo pa 8. 9. septembra 43 leta, ne. Meni je bilo takrat 30. No, in takrat je pa, ja, to so take mehne zgodbe, no. No, bom pa povedal, ko smo že glih tam. Odzad za Genovo, tam na 5 km odzad za Genovo, je bilo na veliko taborišče vojnih ujetnikov iz Afrike, iz Tobruka. Ste rekli, da jih je 5000 angleških vojnih ujetnikov. In 10 vojakov, med njimi sem bil tudi jaz, so rekli, vi morate zasesti to taborišče, ga prevzeti in Italijane nagnati. Italijansko vojsko, ki je varovala. To je bilo pa 200 vojakov je bilo, ne. Vodil je tu en polkovnik, to je bil ena velika šarža v italijanski vojski, bolj nizek možakar, ampak je bil pa močen, poln kolajn, tako da gor. In jaz sem glih naletel na njega, da sem ga mogel razorožiti. Pa mu povedati, da ni več povoljnik, ne. Sej, Bog več me je zastopil, jaz sem malo po slovenski govoril, malo po nemški, ne. Ampak v glavnem je menda vozaka zastopil
brez upiranja je vzel pištolo ven, srebrno pištolo, srebrno se je svetla, da bi kar vidje mal sikal, no dobro, se spravil v žep, ne. Te drug so imeli pa druge naloge, ti se 200 drugih vojakov so mogli to razložiti, ne. Kuhna je bila, glih opoldan je bil, kuhna je bila pripravljena za serviranje vseh teh vojnih ujetnikov, ne. In je to ni bilo treba vse organizirati, ne. Vse je bilo treba v tistem dnevu, v 2-3 urah smo mogli vse narediti, ne. Ja. In je šlo nekako, ne. Poj pa nismo dolgo tam bili. Samo, poj sem pa na straži stal, na vogalu tudi, govoriti nismo smeli z ujetniki, nič. To je bil pa strogo prepovedan. In sem stal na enem voglu tam, delč od našega štaba, blekega pa tisk nas je vodo, ne. Ker je strogo pazil, da ja ne bomo kaj govorili z nobenim. Ampak jaz sem pa vseeno malo čivknil tam. Sem te prvo pogledal, če ima kjer kaj videl, pa sliš, ne. Je bila nas skupina teh Angležev tam, ne, angleških ujetnikov, pa nekateri so malo nemško znali tudi, ne. In pa sem pa jim dopovedal, da jaz nisem tak tipičen nemški vojak, ne. Jaz sem bil pač mobiliziran, ne. Povedal sem jim za Jugoslavijo, da sem iz Jugoslavije, Slovenec in tako naprej, ne. Pa Jugoslavije niso poznali, Srbija se pa poznali, ime Srbija se pa poznali, ne. Tist, ne. Pa se jih poprašal, kako se kaj imajo, odkud so, vse tem so mi povedali, da so iz Toborka, ne, da so jih Nemci zajeli, Romelova armada jih je tega zajela in jih je pripeljala v Italijo, v taborišče. No, in ste rekli, ko pa delate, kaj delate, ne. Jaz sem tam 2 ure stal, sem mogel nekaj govoriti, ne, malo takole, sem pa tja. Ja, študiramo tudi, pa jemo, pa karte špilamo, pa takrat stvari. Se ga, kako študirate? Ja, prav, vse imamo tle, vse sorte. Kaj pa imate? Ja, tisto, kar rabimo. Ta študira na tej fakulteti, ta na oni fakulteti, pa tako naprej so mi pokazali, na kakih fakultetah študira, pa kva so po poklicu in tako naprej. Si ga, odkot pa dobite? Ja, iz Anglije smo dobili tole, ne. Pošiljko preko Rdečega križa, smo dobili pa poleg hrane, pa takrat smo dobili tudi učbenike, za katere smo prosili, prav. Takole, ne. To so zanimive stvari, ne. Reda, ne. Da so se kot ujetniki šolali. Ja, pa so se tam šolali, časa so imeli dost, ne. Da si pojeli pred Franži šli malo, ne. Kam pa se pa pot peljala potem? Ja, pa smo šli pa, ja, pa smo šli pa dol na jug proti fronti, ne. Fronta je bila dol blizu Rima že, ne. Ja. Malo smo se peljali, malo smo pa hodili, tudi čez so mi dali tudi kojne čez, ene kojne si jemo tudi, vede. Pa nisem imel veliko sreče. Sem izmeri, kjer je kakšen kojn v šovu, pa tako, ne. Pa so mogli pa drug pomagati loviti ga, pa tako naprej, ne. Ampak vendar, prišli smo dol do fronte, ne, dol, sedaj je bil pa, dol je bil pa hudo. Borbe? Ja, tu se je glih, kad se je fronta takrat ustalila, nekako, ne, pri Casinu, Monte Cassino, ne. Jaz sem bil tako na 3-4 km stran od tega samostana Monte Cassina, ki je bil tukaj oblegan, pa tukaj sud, ne. Pa smo bili te naprej pod Topovskim ognjem tudi, ampak to v hribih gor, ne. Ja. In jaz sem takrat mislil, da tele bo treba gledati, da bi malo, če se da stisnil kam, ne, na drugo stran, ne. Pa so zmeri tako gledali, da nikoli nisem sam bil, ne. Smo hodili, veš, na fronti zmeri delo. Enkrat je treba municijo, enkrat je treba predstaviti tele streljne linije in tako naprej. Po drugi strani pa treba tudi po hrano kam jeti, ne. Da smo kaj jeli tudi, ne. Ja. No in tu smo, pa nismo dolgo tam bili, ampak no, pa se nas pa premeščali z enega konca na drug konc, tako da čist na konc pol leta 44 sem bil pa ranjen, hudo ranjen pri Ortoni, zadnjem mestom Ortona, ne. Se je bila pa tudi ena linija, tudi linija obstala, ta obrambna linija, ne. Ampak smo bili pod stalnim topovskim ognjem, ne.
na drugi strani so bili Angleži. Kaj vas je pa ranilo? Kako? Kaj vas je pa ranilo? Je granata. Granato. Granata, glih po noči je bilo to. Čez dan smo bili tako v strelskih linijah, ne, v strelskih jarskih. Ne. Jaz sem bil skupaj z enim Dunajčanom, tudi enim študentom. Ne. Tam smo mogli biti na mestu samem, čez dan in tako. Za vsak slučaj, če pride. Ne. Enkrat so probali nekaj, pa so kar hitro nahajali. Ne. No, pol sem šel pa enkrat glih po mesec, sem šel po hrano in bo treba pa jeti čez celo frontno linijo vzad za hrib, da si prišel do tam, kjer so kuhali. Ne. Na front samih je težko kuhati, ne. Na liniji tam, ne. Sem mogel nekam jeti in sem mogel za cel vod prinesti hrano, ne. Ja. In med potem so dva šla, so začeli pa streljati s tem 12-centimetrskim haubicam, veš, granatom. To so imeli veliko rušilno moč. In čisto za vsak, ki je tam počel, pa so rekli. Ampak enkrat pa ni bilo cajta. Enkrat je pa tako hitro bil granata, veš, kako žvižga. In takrat je žvižek čist kratek, takrat je najslabiji, ne. Je? In si je dol padel, istočasno eksplodirala tudi 2-3 metre stran od mene granata, ne. In sem dobil 7 špliterjev, granatnih borovcev, ne. To sem bil po desni strani, bi lahko rekel, roka mi je kar benglala, tako letala desna, pa sem v trebuh dobil, šel sem tudi pa v nogo, pa v rak, pa na 7 mestih sem bil ranjen. Ste kaj na smrt pomislili takrat? Ne, tudi malo ne. Tudi malo ne. Ne. Jaz sem se po tistem, kljub temu topovskem ognju, sem vstal, sem videl, ali sem še živ, ali nisem. In sem letel, pa tudi, da sem kaj glesen tudi bil, ne. Veš, če sem tukaj obstreljen, ne. Pa sem pa letel pod do bunkerja, tam je pa bil en oficir. Ja, je rekel, te bomo spravili, te bomo pogledali, doktor je tle ne nobenega. Pojma je bilo treba pa do doktorja spraviti, do prvega, ki bi bil malo del, ali proti bolečinam, pa kri ustavil, pa tako. Kri sem bil ustavil, tam na lico mesta, malo pobili, ne. Poj je pa ta nadrejeni vprašal, kdo se prostovoljno javil, da Martin so mi rekli, ne, Martina spravil do doktora, do Lacareta. 4 ali 5 se jih je javili. Nemci. Nosili pa menih. Je bila pa zraven ena mehna hosta in so šli v tiste hosta pa posekali ene prekle, nekaj tazga bilo, ne. Pa koc noter navezali, da smo v tisti koc položili. Postamo pa dva nesla, dva sta zbrali, politicih 4-5, tele vedel, sam naredil počno, ko da ga ta spravila, ne. Bilo treba čez frontno linijo, še kar takrat med tepovskim ognjem, na drugo stran. Tam sta pa dobila pol pa drugo nosilo, ugornk nosilo pa kolovc pot, ne. In sta me pelala pol po tej obalni cesti od Ortona, ki gre proti Kjetiju, pod Topovskim ognjem. Ta obalna cesta je bila pa tudi skozi pod Topovskim ognjem, posebno pa še križišča, ne. In kadar je kakšna obalna cesta je bila pa minirana v celoti, so bile mine, protitankovske mine, ne. In tele dva, kadar je kaj počel, tega sem vas zavrisala v kanal, takole, vsi trije smo padli, z menoj je res straga moret, ne. Kenal mal, ki bo mal, sem vas spet nadnosila, da je pa spet letela po obalni cesti gor, pa da do doktorja, ne. Doktor je pa videl, da sem res na bolan. Takrat je še ugotovil, da sem jaz šele v trebuh tudi ranjen. Sem je pa čeve pretrgane, ne, jel da. In takrat mi je dal vsem mogoče obveze, pa radne tablete, pa gor sem dobil
da moram je tole cariniti za transport. Tu sem bil pa najbolj dopadl, da sem tole dobil, da nisem več sposoben za na fronto. Ne. No, potem sem bil pa tam v bivši šoli v Kijetiju, v mestu Kijeti, tam nas je pa 30-40 ležali v enem razredu, ne, je bila še šola. Vsi šola so prerodili. Tam so me tudi operirali. Ja. Tam so vseh delov fronta so pripeljali tile ranjence. Ne. Pa sem ležal tam na hodniku, v šolskem hodniku, ne sam, polno nas je bilo. Preden smo čakali, da je ona vrsta prišla. In tam ni bilo rentgena, tam ni bilo nič. 8 misij, tako so jih začasno naštimali. Pa doktor je zraven, ne. Tile kirurge, ne, traumatologe. Pak sem bil pa na vrsto. Ja, kaj si, dajte pogledati, vse sem čist slečen, pa sem videl, sem bil skrval povezan že malo, ne. Kaj pa treba? Prerezal doktor, sem mi dal to za morsko narkozo, v glavnem, ne, malo sveški, s tem, za morsko narkozo, tako, da se malo mahna, ja tudi, ne. Pa eter, pa da nekaj še, omamili so me, ne. Operiran, pa smo z navadnim magnetom šarali noter po droboju, da so mi pojeskali tisti drobec granate ven. Enega so dobili, enega pa ne, ga bomo še zdaj. Še zdaj spomin na... Obraščen se, da se zarašča noter. To je. In potem ste končali z vojno? Ne, še, to je bila pa borba. Ne vem, a imajo dosti časa na razpolago, da tole... Ja, tole še, ja. Tole. Ja, pa so nas pa tle od Kijetije pelali pa v Teramo, pa iz Teramo pa blizu Ancone. Tam je pa zunaj, kakšen kilometer pa 2 od obale, ni bilo pristanišče tu. Prosta obala. Stala Santa Lucia, potniška ladja, Santa Lucia. V zraku pa poln letal. 6. junija 1944 je bilo tole, ne. Glih dan, ki je bilo izkrcanje v Normandiji. In so imeli celo obalo, pa celo fronto v Italiji na skrbi tele Leutlingi, so bili največke tele dvotrupni aeroplani, ne, tele bojna letala. No in so tele do obale je pa 160 recevalnih vozil Rdečega križa peljali ranjence do tiste ladje, da bi jih naložili, ne, do obale. Medtem so nas pa napadli pa tele ameriška letala, ne. In glih eno pred menoj, pred našo kolono ali pa sred naše kolone, tisto, ki je pred nami bil, je bil zadet, obstal. In smo dolgo čakali, da kamo nismo mogli, ne. Je bil napaden, ne, zabit. Ampak vendar, tu so pa zrihtali, pa smo šli pa naprej. Pridemo do obale, kako pa je prišli. So bili pa čovni, tako velik čovni na razpolago, pa 2 sta veslala mornarja, ne, vesli. Morje pa razburkano. In 3 ranjenci so nas naložili s temi nosili počez v čovn. In so nas čez ta razburkan morje peljali, kje do te bolniške, to Santa Lucia so preuredili v bolniško ladjo, je imela Rdeč križ, ne. Zato je niso napadli, da ne, Angliji. In jaz sem rekel, če bomo tule preživeli, bo pravi čudež. In smo preživeli. Mi smo se hojsali po razburkanem morju, sam gledali smo, kdaj bomo v morje padli, ne. Straga morjet, ne. No, ampak smo prišli kje do ladje, pa kako pa gor. Pa so nas pa navezali na tiste nosila, na štrek, pa tiste nosila gor dvigali. Visok gor, ne, kar pa se, ne. No, pa smo pa noter prišli tam. Pa smo se popolali do Benetk, v Benetkah pa je pa sprejem telih oblasti, pa na vlak, pa so nas pa po soški železnici, po slovenski, peljali
v Prago. Prago, tam sem bil lacaret, napoj zatisnjen je bil še Gradec, lacaret in tako naprej. V glavnem, konec vojne sem dočakal, pa Kje? v delovnem taborišču v Biberah. Mene so kot jaz sem mislil, ene parkrat stisniti, ne? Torej, pobegniti. Ja. In sem ga enkrat dobil v Gradcu na železniški postaji. Me je eden vprašal, ki je tak, en civilist. Rekel, no je rekel, Franc ali Fritzl, ko mi je rekel, ne vem, to se še dobro spomnim. Rekel, kam pa ti greš? Rekel, ja, grem domov. V Maribor grem. Zdaj sem bil lacaretu tle v Gradcu, zdaj imam odpustni list, pa imam par dni dopusta. Rekel, grem. In me je tam pustil. Ni bilo 5 minut, je prišla žandarmerijska policija, vojaška policija. 2. Zdaj sem tablicam. Izkaže se, kva imaš, soldbuh, pa ne vem, kaj še to je, vojako knjižico, pa odpustni list, pa ne vem, kaj še vse ne. Z menoj. Potem smo pa na vojaško poveljstvo v Gradcu, mesta Gradc pelali, ne. Tam me je pa zaslišoval en general. Je bil poveljnik Gradca, kaj je vraga, ne. Me sprašal, odkud sem, pa kje sem bil zdaj na fronti, pa kje sem bil ranjen, pa takrat sem me sprašal. Vse me je sprašal, kje sem kje bil. Rekel, zdaj sem bil pa tle v Gradcu, sem rekel, jaz sem iz spodnjega Štajerska in sem mislil, da moj je malo pogledat, ne, pa bom prišel pa nazaj, ne. Jaz sem pa mislil res, da bo tako, ne, pa ni bilo, ne. Pa sem pa poslal pod delovnim, pod nadzorstvom enega vojaka s puško na vlak, pa na Biberah, ti bil potem delč v Nemčiji tam, bliz fronte že tam, ne. Tam je bilo pa na delovnem taborišču za same take dezerterje, lahko rekel, ne. Tam so se pa 2 najdla iz Zasavja, tudi jeden z Radeč je bil, ki je bil drugač mesarsko vajenca, ko ga je bil, ne. Si mi je povedal, ne. No in sem se vojsko bila tam, da to so. In tam so delali pa bunkerje, drugače so bili pa sam Poljaki tam tudi, pa Čehi, pa del nemških vojsk, so bili tudi mobilizirani, pa so me tudi na mene stisnili. In na polje pa fronta se bližala, pa so nam pa spet orožje dali, tako smo bili čisto brez orožja, brez vsega, ne. Ja. Potem so pa potrebovali vojake, ne? Ja. Potem smo se z vlakom nekam pelali, mi smo delč prišli, ne se napadli spet, vlak je obstal, bežite gore tale hrib, linija bo tale, gor na vrh linija se ustavite. Tako je bilo, veš tega, ne. In potem je bilo... Ja, pa konc, ja, pa jaz sem, že tisti večer je mu namen, torej tam smo mogli te prvi jarke skopati, ne. Jarke pa lašne smo bili, tako hrane že ni bilo, to je bilo vse. Pa je pa tale iz Radeč, ki je bil tale poba, ki smo ga skupaj, ne. Je rekel, jaz ne mogel tele kopati, več tega ne grabno, je rekel, to je ta strelski jarek, ne. Je rekel, jaz ga nekaj pavram, nekaj pogledal, še ima kaj za jest. In je šel. Pa ni znal nič veliko nemški, ampak je pa debil. Je pa nesel, sam se ne jede, pa še mene je pa nesel, ne. Od tistem so pa že iz strani od odzad prišli ameriški vojaki. In brez strela smo padli v vojno-vitništvo, ne. Brez strela. Tam, jaz sem hiter iz Nahrbtnika pobral, tornistra sem pobral, srajco še, pa tiste najnujnejše stvari, ne. Pa sem tako pod roko držal, v roke pa vis, jasno, model. In me je en Amerikanec tako red brcnil, lahko rekel, ne. Pa sem spustil z roko, pa mogel vrati, roko vrnil tako gor, ne. In potem smo šli po Heilbronn, pa naprej. Tam se nas transportirali, potem s temi velikimi transporterji v Heilbronn. Tam je bilo zbirno taborišče za vitnike, ne. No, iz Heilbronna smo šli po Worms, ki je pa staro cesarsko mesto v Nemčiji, ne. Tam smo bili pa med samimi bombardiranimi kasarnami. Dež je šel, blata je bilo vse posvet, tako da smo bili zapuščeni še in pa razirani, vse se nismo mogli umeti, ne razirati, nič, ne.
No in takrat tam sem imel pa že transporte pripravljene za Francijo, za Marseille. Ja, to je veliko takih stvari za povedati, zanimivih po svoje, ne. No, potem sem jaz pa počasi zrihtal in sem se le končno priboril, da sem šel z enim transportom, ki je v južni del Francije, ne. Izvorom se v Francijo, ne. Takrat so že proge popravili, ki so bile bombardirane, tudi železniške proge, ne. To je bilo že po vojni. Ne, to je bilo še med vojno. To je še med vojno. Je bilo še med vojno, ja. Med vojno, pa se nas pa spravili prvo do, ne vem, je bil Lyon tu ali je bil, ne, Dijon, v Franciji, veliko mesto. Tam na sred mesta je bila kasarna tudi, ne, tam so noter namestili noter. Prvo so nas čist slekli, da smo boj proti všem, ušiv smo bili pa vsi, ne, ker se že dolgo časa nismo umivali, ne, mokri smo bili, topli smo bili, pa ušiv smo bili in se nas je srbeli madonca. In ja, tam smo se pa ne spoprijateljili z raznimi ljudmi, temi, ki so bili vojni ujetniki. In žvižgali enkrat v enih, takole. V celem mestu so sirene tulile. Vsi so rekli, spet bo bombardiral, spet bo bombardiral. Se rekel, ne, pobi, konc vojne je. Konc vojne je. Tule je čist drugačne, sirene so čist drugačne, kakor pa so za letalske napade, ne. Pa jeden prav zraven, je bil glih tako star kot jaz, pa fajn pova tako. Ti je rekel, ti res misliš tule? Si rekel, je res. Si rekel, če ne verjameš, poglej, koliko je naroda prtl na ulice, pa vsi upijejo, pa vsi se objemajo. Konc vojne. Konc vojne tu. Pa so pa maj govorila še naprej. Si rekel, ko sva ti za jeden? Ja, je rekel, ta in ta. Mi je povedal, ne. Si rekel, ko pa delaš? S čim se živiš? Ja, je rekel, jaz še nič ne delam, še kar študiram. Koga pa? Petje. Reze? Si rekel, ti pa eno zapojitele. Zapojitele eno na tem dvorišču, zdaj je konc vojne. Se vidiš, vse je bil veselo, ne. Ja, je rekel, ja, jaz nisem ta koncertni oder. Si koga? Kak oder? Ker na štenge boš stopil, na vrh stopnic boš stopil, publiko ti je zrihtal, bo nek ujetnikov te prišel, pa te bomo poslušali. In sem ga meštil. Jaz nisem nič vedel, kdo je to. Samo da je študent petja. In potem je pa zapel, reci in piši, Beethovenovo Odo radosti. Jaz sem jo prvikrat slišal. Prvikrat. Beethovenova Oda radosti. Ki je danes evropska himna. Evropska himna. Ja. Poj, ki bi pa koncu, je pa še par drugih pesmi zapel. Bas bariton je imel. No. Fajn baritonist, imeniten, to je bil sonoren glas, prodoren glas, še in še. Ne. In Sigo, ti pa nisi navaden pevc. Je rekel, ja še študiram. Sigo, ti, daj mi povedati, jaz sem si naslov zapisal, Sigo, tu nisi ti navaden pevc, s tebe bo še nekaj ratel. In dejansko je ratel poj. Naslove se izmenjala, pa nikoli ne bi pisala, jaz nisem pisal, pa mijetati ne. Ampak pa so govorila, se je kao, ti, odkot pa imaš ti to Odo radosti, se je povedal, je napovedal tudi, ko bo pel, ne. Pa nobenega harmonika razravno, ali pa ki ga zgoslam, ali pa kitarska, se ni mogel, ne. Ampak je perfektno zapel. Jaz ga imam še danes v ušesih, ne. Še danes ga imam v ušesih in potem sem zvedel, ki sem bral v časopisu, ko je to za jeden. Je bil pa zelo prvi bariton v Nemčiji. Na vseh koncertih je pel. In jaz se še danes ne spomnim in moram imena spomniti. Bil je en fond, da je bil iz kakšne plemiške družine tudi. In umrl je pa zdaj pred 2 letami, je bil v Cajtnikih tudi. Pa zdaj, no. Ja. Star je pa tukaj jaz, ne. Oba so bila glih stara, ne. Imenitno, moram reči, to je vse takrat. Ko že glih sprašujete, se rekel, to
je pa prav, da povem enkrat. Ne. Tega nisem kjer prav še. Ne. Preden bova šla k reklamam, me zanima še, kdaj ste prišli potem domov? Domov sem prišel, iz vojnega ujetništva sem prišel pa domov konca avgusta 45. V avgustu smo bili pa v vojnem ujetništvu v Marseju, najdalje. Tam je bilo pa veliko taborišče za 100,000 ujetnikov. To je bilo veliko pristanišče v Marseju. Ne. In tam smo imeli Slovenci poseben kamp, poseben oddelek. Ne. Tam je bilo 700 Slovencev takrat noter, v tistem oddeku. Nemci smo imeli pa 100,000 ujetnikov, to je ogromna površina bila, ne vem, koliko hektarjev je bilo tega. Ne. Ja. In tam smo bili reveži, jaz nisem imel porcije, da bi hrano, enkrat na dan smo hrano dobili v Bogdan. Ne. Jaz nisem imel, tako da sem šel z roko, da sem tole pojedel. Potem sem pa enega, ki je hodil v kuhno delati, si ga ti prines me ena piksna, no, od tele hrane. Zdaj, jaz nimam porcije, jaz nimam kam hrano dati, no. Ki jo dobimo, enkrat na dan, en kvarc, en šeflo. Ne, ja. In ne pa me pa prinesati za saj tistjemu. No, pa smo začeli pa malo se tako odesovati, dolgcet nam ni bilo, smo zmeri kaj počeli. Jaz sem takrat, žlice tudi nisem imel, žliče sem stovkal z navadne pločevinke, take od konzervne škatle, da sem si žlico naredil. Tisto žlice imam še za doma, za spomin. No, ja. In tam napoj smo pa, vse svete smo počeli tam. Ja, moram tole povedati, če pevski zbor smo imeli tam, ne, Slovenci. In jedni Zagorja tale, ko je že bil, je bil pa dirigent. Da se skupaj spravo. Diš pa, ker se ne spomnim. Zdaj. Še ni dolg tega, ko sem žena govorila pa s sinom njegovom tudi. Tam je zbor jemo, jaz sem pa zraven hodil poslušati. V večernih urah je bilo to, ker je sonce dol šlo, ni bilo več vroče. Dal sem bil par šatorov, zdaj smo pa tam v tistem sveži lestaj, pa tistem grmovja. In potem sem pa le enkrat rekel, Janez mi bil, no. Sem rekel, Janez, le kak grem jaz celo zraven. Pet je rekel, koškar poslušal je rekel. Sem rekel, sej jaz nisem tak pevcet, ne, ampak mora biti bo povej za kako rabo, ne. In smo razpali po tistem zboru, 16-18 je bilo po tistem zboru. Tole. No, potem res po kratkih oglasih pa, kako je bilo, ko ste prišli domov, prosim, oglase. V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belotehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. So opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki ne vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Po želji pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektroprom.si ali nas pokličite na 03 56 57 150. Vabljeni v poslovni center EVE Elektroprom. Spet smo nazaj, z nami je Tine ali pa Martin Lenarčič, ne? Tako so vam v nemški vojski rekli. No, vojna se je potem končala, vi ste vojno preživeli, vrnili ste se domov v Bevško, ne? V Bevško, ja. To je bilo avgusta? To je bilo konec avgusta, 45, ja. Veselje, neizmerno. Svojega veselja. Ste vsi ostali živi v družini? Kako? Ste bili vsi živi v družini? Ja. Je kdo padel? Ni padel, ne.
Sam, moram to povedati, da so nas prvi transportirali še, jaz sem bil v Teharjih vmes. Vmes ste bili v Teharjih Ja. tudi. Ves ta transport iz Francije, iz Marseille, z vlakom, smo prišli do Podrožce na Kravankah, ne. Na Podrožci so nas partizani prevzeli, ne. Potem so nas pa peljali do Celja, te prvo do Ljubljane, pa do Kamnika. Smo bili v samostanu Mekinije, tam se nas evidentirali, kjer smo prišli, pa če smo imeli kaj več, se nam pobrali tudi, ne. In od tam smo šli pa pol pa z vlakom spet do Celja, iz Celja pa peš v Teharje. Teharje, tam v barake. Tam je bilo pa hudo. Ne? Trenutno so bili, jaz sem še pred očmi, ljudi, civiliste, Teharčane, ki so nas gledali, ki smo prišli, kako prestrašeni so bili, ki smo mi prišli. Mi nismo nič vedeli, ko se je predogajalo, ne. Ja. Nismo vedeli nič. Ampak vendar, kje od tiste barake se nas spravili, jaz sem sam gledal, kje bom šel. Sam to sem gledal. In se mi je ponudila na prilika, da sem najdel in raztrgam tisto ograjo, žično ograjo, ne. In sem probal. In mi je poratel. Jaz sem skozi prišel, potem sem pa bežal proti Celju, te je bil pa moj starejši brat doma, sem vedel, kje je doma. Je pa glih s partizano prišel tudi, ne, takrat, ne, in sem glih kje zadev. Sem najdel, kje, pa smo pa čas tam bili. Za vsak slučaj, če ima doma še kaj jeskal, da sem jaz stisnil, jaz tam stekal, ne. In drug so bili pa 14 dni še tam. Se ni bil nič hudega, to sem potem vprašal, koliko saj sem bil, ja, 14 dni že tam. Sekaj, jaz sem pa takrat že preko Celja, pa preko hribov prišel v Trbovlje. Tako. Ste pa potem v kasnejših letih slišali, kaj se je zgodilo takoj po vojni v Teharjih. Ja, to je kraj zločina, lahko rečemo, ne. Žalostna zgodba, ja. Ja, res je to. Tako je. Glavnem, doma so bili pa veseli. Je veseli, ja. Martina. Ja, kako so vas doma kličali? Martin, Tinko ali pa Tinček. Tine. Ki je prišel Tinček, Tino. Tinček, no se. Ja, tako. Ampak na občini, tisti, ki so takrat vodili, ne, kdorkoli so že pač vodili občino, so hitro vas nekaj videli, ne, in so vam ponudili, ne vem, ustanovitev znova knjižnice, ne? Ja, nekaj drugega, ja. Ne, na občini je bil takrat na okraju, Ivan Šorn Bojan, tudi tajnik, ne. Ta se pa svoje soblesikarske obrti učil skupaj z mojim, enem od bratov, Ivanom, ne. Sta skupaj se učila soblesikarske obrti in skupaj sta pa tudi delala in sta se dobro poznala, ne. In ta je vedel, s kjere familije sem, ne. Da smo kukar tako vrnk, ne. In niso nasprotovali, da sem dobil zaposlitev pri Rudniku. Sem dobil, druge se drugače despodirali, v Rašo, pa v Labin, pa nekam še vse so šli v tiste rudnike odpirati. Ne. Tisti, ki so bili v nemški vojski, ne? Ja, seveda, ko pa delal. No, jaz sem pa tam obstal. Pri Rudniku sem se zaposlil. In oktober meseca je občina Trbovlje ustanovila odbor za oživitev kulturne dejavnosti leta 1945, po vojni, ne. To je bilo pa že po vojni, ne. Ja. Ta odbor je vodil inženir Matija Cerovac, šef je Momernice pri Rudniku Trbovlje. Smo prišli tam skupaj. V stari rudniški restavraciji v Vrhu je bila majhna soba, pa so se noter drejali, nas je bilo nek 12-15 noter, ne. Ta Cerovac je razložil, za koga se gre, da nas je občina imenovala v ta odbor za oživitev kulturne dejavnosti. Oživiti je treba godbo, oživiti je treba gledališče, ustanoviti je treba sindikalno umetniška društva, pa je tu, pa pa tek, pa knjižnico. Jaz sem bil kar teh, nisem vedel, kom jaz, da bi za nalogo. Od godbe so bili Hudarin, pa Jamškovedi, potem so bili od gledališča, so bili od Laskopolde, pa Jože Paternost, pa tako naprej, vrsta stvari. Potem je bil en profesor, ki je pa še z Ljubljane, tudi na gimnaziji učil v Trbovljah, Avgustin Pirnat, fajn slavist, imenitni. On je imel pa nalogo, da naredi dramsko šolo.
No, na koncu so pa rekli, ja, koš pa ti? Ja, ti boš pa knjižnico ustanovil. Rekli, ja, kje pa? Kje pa? Ja, to je pa tvoja stvar. Kje? Ja, kje bo? Pa knjige? Ja, knjige ni, jih boš ti dobil ne? Pa stelaže, pa tule. Jaz sem nekam vedeti, kje bom, ne? Ja, to je čisto tvoja stvar. To je vse tvoja stvar. Ti boš prostor dobil, ti boš knjige zrihtal, ti boš stroške si plačal sam in tako naprej. In sem pa res dobil eno sobo pri sindikatih v starem delavskem domu. 2 velike omare so bile res prazne. Ne? Ja, tele ti bomo dali. Tele pošljaka, tele spravilo knjige, ko jih boš bil, ne? Za začetek. Ja, sam en pogoj pa je. Ja, kak pa? Imenovala se bo sindikalna knjižnica. Trbovlje. Šikaj, čakajte, jaz ne morem sam, jaz sem sam član tega odbora, ki imam nalogo tele knjižnice skupaj s Romom, zdaj mi je pa, jaz težko rečem. Pa sem po odboru to poročil, ker smo vsake 14 dni smo pa skupaj prišli ta odbor. Pa so bili za. So bili vsi, se ne bo zadal, se bomo šli v Franži, bomo pa ime knjižnice spremenili. Predvojna je bila mestna knjižnica Trbovlje, ne. Ja. No, knjige ste pa nabirali z nahrbtnikom, ne? Tam prostor je bil določen, omare sem dobil, pa sem pohodil z enim starim rukzakom, pa šolsko torbo, tako, pa še ena sestra je doma iz teh špage so pred povojni delali take za nost. Zdaj so plastične vrečke, tako so pa špage naredili. Cekre, ne? Ja. S tistem sem hodil od Celja, sem šel v Horjevo družbo, pa na tele družbe. V Ljubljani sem šel na razne družbe, pa tele založbe, ne, kjer sem iz skladišča knjig. Tam v štacuna ne moš odfektati, ne. Tam ni kaj, tam se zadolžen. In sem veliko knjig prinesel. Potem sem v Trbovljah tudi nekaj dobil, kljub temu, da so Nemci strogo prepovedali, takrat vse knjižnice so zvedeli v Radeče, takrat, ne. Vse je bilo likvidiran, takrat, ne. In no, jaz sem okoli 2200 knjig sem zbral skupaj, 2200. Zdaj pa premislite, koliko potov sem jaz imel, ampak z vlakom meni ne bi nič povrnil, bene dnevnice, bene škodine za vlak. Jaz pa še te prve cojnega nisem dobil v Rudniku, ne. Mi kar oče je dal, še takrat pokojnine še niso bile še urejene, ne. Da sem se lahko v Ljubljano vozil. Z vlakom, ne. Po Trbovljah sem tako peš hodil, ne. Ja. In knjižnica je zaživela. Knjižnica je zaživela, jaz sem že začel malo izposojati vmes tudi, ne. Malo sem inventarizacijo naredil, popis knjig, ne. Pol sem pa že knjigo nastavil, ime izposojevalca, datum, kdaj se izposoja, do kdaj mora vrniti, ne. In tako naprej. Tako, pa podpisati si mogel, ne. No, potem se je pa tako ustanovila, preimenovala. Do konca leta 46 nekaj takega. Takrat smo pa odbor razformirali. Odbor razformirali, ker smo vsi svoje delo opravili. Gledališče, godba, vsi. In potem smo pa tu pa prodali Milan Jesih je bil, ki je bil že pred vojno glavne knjižnice, občinske knjižnice Trbovlja. Je vedel, kako se temu služi? Ja, je vedel, ampak je predvedel, kako se gre. In pa smo nov prostor dobili, tudi preselili. In mi je spremenili, jasno. No, in danes je knjižnica, to ne te seliška. Ja. In vi ste še vedno gost radi v tej knjižnici. Jaz sem jo odprl, to novo knjižnico, tudi odprl sem jo. Ja. V imenu kulturne skupnosti, to moram povedati, ne svoje. Takrat sem malo zgodovine naredil tudi, knjižnic v Trbovljah, ne. In tistega govora, jaz sem kjer ne najdem več, pa vem, da sem na kopi jajem. In kar veliko vaših knjig je tudi v knjižnici, mimo grede na mizi so vaše knjige, pa tudi knjige vašega sina Matevža, 2 sina imate, Marka in Matevža. Žena, eno leto bo zdaj, ker je umrla, ne? Ja, eno leto bo, ja. Dolgo sta bila skupaj, ne? Ja, no, to pa moče zadnja knjiga, ne? To je pa Matevževa zadnja knjiga, ki še kjer ni. Edin v Petrolovih bencinskih postajah pa prodajajo. Ženo, prej sem vas prekinil. Ja, žena, ja. Ste bili koliko časa skupaj? 56 let, 58 let, nekaj takega. Meni se zdi, da je. Ja, tukaj in sem prav ponosen.
ženo in oba pova. Ja, res. Tale miza se kar šibi od del, ki ste jih vi, vaše delo, pa delo vašega sina. Ja, velike. Veliko prstov ste imeli vmes tudi pri gradnji novega delavskega doma, takšnega, kot ga vidimo zdaj. Ne? Tudi tam je bilo zelo zanimivo. Vi ste finance vodili, kaj ste? Administracija pa organizacija takrat stvari. Organizacija. Ja, pa evidenca pa takrat. Vi ste še edini živeči od tistih, ne? 10-članski odbor je bil, te prvi je bil 17-člansko, pa nič ni bilo, ker se je bil glavni sam kulturnik izraven, ni jih padli velik. Ne? Veliko besed, malo dela. Tako je, ja. No, potem so pa to razformirali, da je nov postavili 10-članski odbor. Jaz sem pa že prej sodeloval s tem odborom, še nisem bil član, ne. Sem bil na zunanjem odboru zaposlen, Kožuh Milan je bil pa obratovodja in me je ponudil za takre stvari, jasno, da sem jaz mogel to narediti, ne. In pol je pa zalaufal to. 10-članski odbor in Ribič Lojze je takratni direktor, je bil predsednik tega odbora, ne. Milan Kožuh je bil podpredsednik, jaz pa tajnik, ne. Drug so bili pa zadolženi, eden za zbiranje pomoči, denarne pomoči, eden za finančne stvari, eden za zbiranje materijala, pa tako naprej. Jaz sem te vloge pisal po celi Sloveniji, pa vsa pozorna, tako da smo cigon efekta, opekon efekta, lesa velik, desk, torej tramo, pa tako naprej, torej vse sorte, vse mogoče stvari, vse smo vzeli. 6 mežiče smo vzeli na svinčene plošče, ki smo jih s pridom izkoristili za tesnenje vode pri enem delu delavskega doma. To še danes drži. Še danes drži. Lep delavski dom je, ne? Je lep. Pa verjetno ste tudi z vodstvom zadovoljni, ne? Ja, zdaj je dober. Je dober, ampak jaz sem bil, tu je treba dodati še. Jaz sem bil 31 let neprofesionalni tajnik delavskega doma. Neprofesionalni. Sem 3-4 se bil plačan takrat, ne. Tudi upravnik ni bil plačan, je bil honoriran. Računovodka je bil plačana, pa hišnik je bil plačan, pa ne vem, še 3 so bili plačani. Vi ste za honorar delali? Ali? Ne. Čisto? Ne. Pol na koncu so mi dali ena nagrada, mehna, nekaj. Ni bilo vredno. In no, tole moram povedati, to je dolgo trajalo, ta ljubezen. Ampak meni je to temeljilo na sklepu občine Trbovlje, da mora biti v vsakokratnem odboru, ki vodi delavski dom, en član gradbenega odbora. V začetku so bila 2 noter, bil Čive Jože, pa jaz. Čive se ni zdel več hoditi na seje, je bil tako. So bile pa konkretne stvari. Konkretne stvari. Začeti zalaufati je bilo treba tu, pa pa trek, pa četrt, ne. On je bil navajen tega, da on je bil šef nabave, ne, prvotniku, ne. In imel druge posle. Vse, v glavnem svoje dele so vsi člani gradbenega odbora upravili. Jeden bolj drugi. Teža vsega je bila pa na Milanu Kožuhu. Dajmo se bomo zahvaliti, da je tu skozi prišli. Ker smo vse sorte komitije, Zvezdni izvršni svet nam je komisijo pošiljal dol v kontrolo, pa takrat stvari. In tudi do Beograda to šlo, ne. Ja. Zaviralni momenti, ne? Ja, seveda, pa so pa tle komisijo poslali, pa v bank štopali, benga poslovanja začasno. To so bili 2 banki, je bila ta Narodna banka, pa je bila Komunalna banka. Zaprli. Moramo pregledati finančno poslovanje. Je pa te glavni šef zvezdnih financ prišel kot predsednik tiste komisije tudi gledati, pa kontrolirati. In ko so pregled opravili, so banke spet odprle, pa zalaufale. Pa je pa poklical Ribiča, pa Kožuha, ta predsednik komisije, pa rekel, vam moramo povedati, mi smo tudi pregledali in nismo ugotovili ničesar, kar bi bilo nasprotno zakonodajo. In nam se oddahli še in še. Te glavno, poj so pa prišli zdravo še, Kardelj pogledati, pa žena govo, pa Marinka podelati. Pa so pa prišli, ne. Pa ste se pokazali, ne? Prej je bilo pa zelo hudo, jaz vam povem, da ni za gord. Tukaj nekih denunciacij, pa podtikanj, pa ne vem kaj še zdaj.
res. Z eno nogo smo bili V zaporu. v zaporu. To moram odkrito povedati. Pa niso mogli benem nič dokazati. No. Benem, ništa. Še danes ne. Pa že zdaj čez 2 let bo 60-letnica. Ne. To pomeni za tiste, ki ste delali mirno spanje. Ne? Ja, mirno spanje. Ja. Ja. Še nekaj, to ni edina gradnja, Ne. ki ste bili vi Jaz sem kar zraven. naprej gradil. Okay. Kar naprej ste gradili. Ne, se seveda. spomnim, da ste bili enkrat v planinah, Ja, pa seveda. ste si zaželeli enega laškega, pa je bila tista koča malce predaleč, Ja, pa to ste je- rekli, tako v šali je padlo. Kje je bilo to? Ja, kje je bilo? To je na Prehodovcih, ne? Ja. Pri prvem Triglavskem jezeru, ne? Ja, to je zgodba. Jaz imam veliko hribec sem hodil, ne? Vse sem pri vseh teh gradnjah bil zraven. Mimo grede, tudi vaša 2 sinova, ne? Ja, Kajti nista prava, ne? Ja. Ja. No, in smo šli gor. Konci julija smo šli ponovadi z Radetom Kovačičem skupaj, ne Triglav. On je glih za Jakoba Rado, ne, Jakob. On je imel takrat gut, ponovadi se gor povspela na vrh, da sem bil jaz gor za gut vošel, pa kako rožca sem mim glede odtrgal, spota pa smo jih gor dal, to je vse, da. No, pa smo šli pa nazaj, smo se ustavili na Predrjavskih jezerih, pri Koči. Tam sta pa noter Ante Bek, moj prvi učitelj, pa prvi predsednik, pa njegova planinskega društva, pa njegova žena. Pa Stanko Brečko iz Hrastnika, član planinskega društva Trbovlje, ampak doma iz Hrastnika. Je bil po Trbovljah zaposlen v kraju, takrat nekaj, ne. Kam pa greste? Ja, medva gre domov, zdaj gremo čez Komarčo, domov, čez Bohinj, pa domov. Medva so svoje naredila že. Ja, počakajte, gremo jutri še na Ozebnik. Ko pa je to? Ja, tale gor po Jezerski dolini, gremo čez gor do konca, do bivše meje, italijanske, jugoslovanske. Prav pa je pa vrh tam, na sred Trente, Ozebnik. Se je dobro, bomo pa gremo gor. Drug dan zjutraj. Tam so še prespojili, pa smo pa gor šli. In pridemo gor na glihta meja. Tam so bili tile mejniki še tam, ne. Pa na bivša karavla je tam stala še italijanska, ne. Potem sedimo, pa malo smo jeli tudi, da smo imeli zboj nekaj tako, da smo nekaj ustali. Žen smo pa bili. Na drug stran Trenta so pa na Kriških podih takrat so odprli, glih dobro 14 bo odprta, novo kočo, Pogačnikov dom. Ma da se jaz blekla, se je kot Bog bilo zelo fajn, če bi tam na uni stran zelo visila, ka prvo še kak pivo, smo žen. Brečko je pa rekel, ja, se da pomagati. Brečko. Si je kupo, zdaj v Trentu, pa je gor, pa sem pa ne spet, se ga to ne gre, predelč. Ne, je rekel, naredili bomo. Mi smo si za hec to vzeli. To je bil hec, da so se med seboj nategovali. Pa smo šli na ta Ozebnik, tu so imeli Italijani, veliko trd bo gor, ne, je bil vse razbit, Trentari so veliko materijala odnesli, takrat, vsega vraga, no. In smo šli gor in so rekli, glih prav. Tukaj le tega materijala smo mi poslužili za tolo kočo, ki smo se zdaj zmenili na Prehodovcih, ne. Gledamo domov, čez 14 dni Brečko skliče sejo. Predstavnikov vseh planinskih društev za Zasavju. Takrat še spodnjih ni bilo, iz Posavja še ni bilo. Samo da Radeč, ne. Pridemo skup, ja, tole pa tole, zanj smo bili gor, pa smo rekli, da bomo kočo naredili, zdaj pa gradbeni odbor. Jaz bom predsednik, ki je sam rekel, bom Rak Kovačič je rekel, ti bi zraven tudi, je rekel, ti boš tajnik, je rekel, ti idem po Blagari, po Fognarvih to. In dejansko smo začeli pa tako delati, ne. In ste delati. dom zgradili? Dom smo zgradili in ga leta 1954 otvorili. Začeli ste ga pa graditi? 52. 2 leti. In smo bolj Trent, ja, načrt je bilo treba narediti, pa dovoljenje, vse so da gradbeno dovoljenje, v Tolmini je bilo treba hoditi. Mi smo kje hodili, takrat ni bilo osebnih avtomobila, to je bilo 53 leta, 54 leta, to je bilo revšno. Mi smo s tovornakom se gor na vrh vozili na cementu, pa na materijalih smo ga vodili, ne. Brečko pa tele so se pelali, tam zraven šofera se je že sedel, te drug, ki smo hodili, smo pa gor na materijali sedeli, na tovornjaku, ne. Ja. In vam je uspelo. In smo tam 5 Trentarjev tudi dobili, da so delali tudi, ne. Nadzor je imel pa Ante Bek, ki je imel svojo kočo pri Triglavskih jezerih, Gamzova kost se je imenovana tista baraka tudi, ki je imel v počitnicah tam kot učitelj, ne.
svoje zavetišče pa žena. No, in ta je pa vago tudi, oziroma ni vago, ocenjeval, ko se pa nesel, zapisal si ure pisal tem trenterjem, ne. V glavnem, naredili smo. Na Torite pa nisem mogel priti, sem pa glih na rožnih vajah. Tam na Primorskem, takrat se šel za Trst, ne. Aha. In nisem mogel biti na Toritu. Potem ste pa šli, kdaj? Ja, velikrat, ne. Pa še ste gradili, ne? Ja, gradili smo še, ja. Na Mrzlc, ja, 46 leta prvo kočo, druga koča je bila dependanca, ki smo zraven naredili, pol tretja je bilo dom, ta dom na Mrzlci, ki je zdaj zidan dom na Mrzlci. Pol je bila pa Pojdetova koča, 65 leta še Pojdet. Ja, na Kumu smo pred spovojni začeli, 47 leta, pa do 50 leta, kaj Planinska duša, Kum tega še ni bilo, smo pa Trboveljčani hodili gor delali. Delali, pa obnovili kočo, staro mežnarijo, na Kumu smo obnovili, da je bila planinska postojanka, ne. Tako da. In pol sem bil pri gradni otroške bolnice v Trboveljah, v gradbenem odboru tudi. Se ne spomnim več. Vmes ste pa pisali, ohranili zgodovino in tole je menda res en tak priročnik za vse turistične vodnike. Trbovlje po dolgem in počasne, vi ste ga prehodili gor, dol, ne? Ja, vse te noter. To je zanimiva knjiga, ne? Je na vrste Biblija, Trbovska, ne? Ne moramo se pokazati, res ogromno knjig se je nabralo. Večinoma se tako dobi v knjižnici Toneta Sliškarja v Trbovljah, ne? Ja, tam imajo. Se tu je ta knjiga išla na spod, se je bilo več izvoda, pa se kar naprej je bil v prometu, ne? Ja. Vem, da imate kljub svojim 90 letom še marsikaj v mislih, ne? Bliža se obletnica Planinskega društva, če se ne motim. Je že bilo. 100 let, ja. To še... Pred 2 leti. Še kaj razmišljate, da bi kaj... Ja, razmišljam, sam se mi nekako ne da. Zdaj imam, če dalje manj časa imam. Reda, ne. Se imam za prebiranje tega arhivskega materijala še in še. Jaz ga imam vse posod nastavnega. Pisali ste pa vse na pisalni stroj, ne na računalnik. Na pisalni stroj, ja. Računalnikom se niste sprijateljila nikoli, ne? Ne. Vam je nagajal? Nagajal, pa sem pa, ko sem bil trmo zmeri, sigo, tale mašina pomeni, da bo zdaj malo vrkavila. Kako je bilo še tole za konec, ko sta vaša sinova kar precej navaden način življenja si izbrala? Zdaj Matevž s tem ultralahkimi letali, pa v alpinizmu. Vas je bilo kaj strah? Daj. Je strah, ker alpinista se bila oba. Ja, to so dolge zgodbe. Preden so se spravili pogovarjanje doma, je nevaren, pa se niste dobro opremljeni, pa tako naprej. Bomo že nekaj, pa izmeri, ki je bil kaj narobe, ne. Ne zmeri, no, večkrat pa, ne. In poj počasi se malo opremlja tudi, ne. Hodili so pa pozen večer domov. Čakali smo ženo, kdaj bo kjer prišel. In so čakali do enih ponovadi. Zadnji vlak je prišel v polnoči iz Ljubljane, z ljubljanske strani. 1 uro hoje gor do doma, k ni avtobusom bil takrat, ne, še. Ki je bila 1 ura, jih ni bilo. Jaz sem se napravil na policijsko postajo. Dajte jim pomagati. Jaz moram klicati zdaj prve najbližje gorske reševalne postaje, da pozvem eno informacijo za svojega sina. Poj sem pa izvedel v Kamniku, da je bilo ena nesreča glih takrat v Planjavi, ne. Pa se je po nesrečen fajn povabiti. Sem jaz je Zagorjan ta povabil. No in poj sem pa še izvedel, da je pa v kliničnem centru slika matkorja. Jaz sem leteti takoj, da zvem na lico mesta, koga je, ne. No, je bil k sreči, se je vse lepo stekli, pa ne. Je pa Matevž je pa takrat, ko se je ta ponesrečil,
na Kamniško kočo letel po deke, da je gor na lica mesta v steni, da ga je lepo zrihtel, dokler niso reševal vsi prišli. Ja, to se... Zgodbe in zgodbe. Ne? Ja. Zdaj pa s tem letalom, ne, ko se po Ja. celem svetu Ja, prevaža pa že- sem ja. ter tja, so pa Pa je- spet novi strahovi. Ja, prvo je začel s temi jadralnimi, ko je že padali. A še to je. Oba sta letela, oba z Oba, ne. Marko tam, ja, oba. Zvrlica ste prvikrat števila, ste pri te prvih pavorih dol prišla tam v Čečah, se bi pa tisti mlad pobe tukaj na duše, dajte še mene, da tele ne domačo, da domač dvorišče pred hišo pada dol. V takrat stvari. Ja, pol, no, iz tiste jadalnih padal so šli pa ne, to je bilo kar nekaj časa. Ja, pa je pa na tele lahka letala. In tako naprej, ne. Ja, to so dolge zgodbe, to nismo nikoli konca. Ne. Nikoli, ne. V glavnem, zanimivo življenje. Zanimivo, Bogato ja. življenje. Marsikaj niste uspeli povedati v tokratni oddaji. Veliko ste. Hvala vam. Ohranjajte čiste misli. Bodite takole zdravi še vrsto let. Vam želim, pa da se še kdaj srečava v tem studiu. Koliko sem dejal, veliko je še zapovedati. Ne? Ja, vendar res, ne. Ja, še ne vprej konc, ne. Zaključila bova pa oddajo s tisto Slovenec sem, ne? Tako je, ja, to pa. Nekaj, ne? To pa absolutno. No, hvala vam. Ja. Hvala pa tudi vam za pozornost. Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je dete pestovala.